Sankt Peterburg, ki mu ljubkovalno pravijo tudi Peter, je 4 milijoni in 700 tisoč prebivalci drugo največje mesto v Rusiji. Mesto ob Nevi, ki se deltasto izliva v Finski zaliv in simbolizira rusko okno v Evropo, je eno najpomembnejših severnih pristanišč. Evropsko pa je tudi zato, ker so mu podobo dali tuji, predvsem italijanski arhitekti. Mesto je bilo ustanovljeno 27. maja 1703 na ukaz carja Petra I. Velikega. Peter Veliki je bil zares velik. Visok je bil 2,4 metra, živel pa je v tej majhni hiški in iz nje nadzoroval, ko so gradili Sankt Petersburg. Bil je mož velikih znanj in očitno je prav zato to mesto tako zanimivo in prekrasno. Na Zajčjem otoku, ki je viden v ozadju, je kmalu zrasla trdnjava svetega Petra in Pavla. V istoimenski cerkvi so pokopani vsi ruski carji. Načrti prvega, ki si je na tem kraju zamislil novo prestolnico, ki bi Rusijo utemeljila kot velesilo in morsko deželo, pa je bila uresničena. S svojimi 170 mostovi na reki Nevi in kanalih, kot je Gribojedov, po reki Fontanki in drugih je Sankt Peterburg atraktivno mesto. V mestnem jedru ni visokih socialističnih blokov, ampak so številne prekrasne in ob večerih umetelno razsvetljene palače, ki pričajo o bogastvu in njihovih lastnikih. Pa tudi o svetovljanstvu, saj Sankt Peterburg ni klasično rusko mesto. Ima izjemen kulturni pridih, ki je opazen na vsakem koraku, kot tujci, ki ga množično obiskujejo. Tukaj nad kanalom Gribojedova in v neposrednji bližini stare stavbe, tovarne Singer znanih, mašin bom rekla kar po naše, da me boste vsi razumeli, je zdaj knjižnica. Donatorji, dediči znanih Singerjev so jo podarili mestu Sankt Petersburg. Čeprav je mesto ob Nevi bolj zanimivo v dolgih belih nočeh, konec maja in v juniju, je tudi v decembru zelo vredno videti Sankt Petersburg. Namreč v ozadju je otok, Zajčji otok, na katerem je bilo pravzaprav začeto. Torej, mesto Sankt Petersburg je bilo rojeno na otoku v ozadju in ničkoliko cerkva tukaj je, ne boste verjeli, pozlačenih. Ima torej pozlačene stolpe, ki so vidni daleč naokoli tudi zdaj, ko so dnevi kratki. Namreč jutra so šele po 10. uri, takrat se šele zdani in svetloba usahne že okrog 16. ure. Tukaj, odkode se oglašam, pa je vredno spoznati to stičišče rek, pravzaprav bi lahko rekli drugače, povodje rek in spomenik v bližini ponazarja prav to. Vse reke tukaj, ki se zlivajo v morje. Растральные колонны украшают фигуры, которые символизируют великие реки. Это Днепр, Волхов, Волга и наша любимая Нева. In tako je priskočila na pomoč prijazna Nataša, ki govori odlično nemško, seveda pa predvsem rusko, in smo jih hvaležni, da nam razkazuje Leningrad. Leningrad je bil Sankt Peterburg vse do 12. junija 1991, ko so potekale volitve za predsednika Ruske federacije. In je bilo na vzporednem referendumu z večino 54% glasov odločeno, da se mesto povrne prvotno ime. Za ponoven prerod mesta velja leto 2000, ko je bil za ruskega predsednika izvoljen Vladimir Vladimirovič Putin, ki je kot Sankt Peterburžan poskrbel za finančno pomoč o proslavljanju njegove 300-letnice Sankt Peterburga. Kljub temu pa so bile po njegovi izvolitvi na zadnjih volitvah tudi v Sankt Peterburgu množične demonstracije, ki smo jih zaobšli, saj je bil dostop do prizorišča demonstracij zastražen in ceste zaprte. Nismo pa v mirnem nedeljskem jutru v neposrednji bližini parlamenta na osrednjem trgu pred hotelom Astoria in Kazansko katedralo spregledali nekaj specialcev. Tukaj v neposrednji bližini parlamenta, znane Izakove katedrale, dragega hotela Astoria, na trgu, ki je slovesno okrašen pred prazniki, je vojaško in policijsko ojačanje, kajti tudi v kulturnem, zgodovinskem mestu, kot je Sankt Petersburg, so demonstracije.
V nek drug čas začetka oktobrske bolševistične revolucije, s katero se je končalo zlato obdobje mesta ob Nevi, pa spada Aurora. Za vse čase zasidrana in restaurirana vojna ladja, ki je na ogled vsem, ki jo želijo videti ali se sprehoditi po njej ter občudovati topove. Strel iz ladje Aurora, ki jo vidite za mano, je pomenil začetek oktobrske revolucije. Skratka, prva krogla, ki je bila pravzaprav signal, je pomenila vojno. Ob reki pa v sončnem, a mrzlem dnevu nismo spregledali še ene zanimive ladje. Leteči Holandec se imenuje ladja za mano in v njej je danes lepotilni studio, seveda restauracija in še marsikaj zanimivega, kar je vredno obiskati in uživati ob Nevi. Ampak v toplejših dneh danes kar piha. Še večji, predvsem pa atraktivnejši za turiste je kruzer Anastazija, ki nam ga je podrobno predstavil njegov kapitan in naš gostitelj, ponosni Finec, ki preživi večino časa na ladji. Da je bil nekoč radijski moderator, pa je pričal njegov brezhibni nastop pred kamero. The ship has 800 cabins of different categories, from modest two-persons cabins up to fabulous, very nice big suites. We have several restaurants. We have Bacon Coffee, offering from breakfast to lunch and dinner, operating actually 24/7, so meaning all around the day and week. And then we have a buffet table, buffet restaurant, so-called Swedish table, that has the local ingredients presented in a best way. Cold dishes, warm dishes and desserts, served from a magnificent big buffet. We have several a la carte restaurants. We have a seafood restaurant, we have a Russian-style restaurant, and also an Italian restaurant. We have one pub, and then of course, for the entertainment side, we have one of the best shows in Baltic Sea, in our Columbus bar. Nevski prospekt je glavna prometna cesta oziroma nakupovalna ulica v Sankt Petersburgu, ki jo je dal zgraditi Peter I. Veliki kot začetno cesto v smeri Moskve. Ta 4,5 km dolga ulica povezuje admiraliteto, v kateri je bil ves čas poveljstvo ruske oziroma sovjetske vojne mornarice. Generalni štab je v stavbi, ki jo vidite za mano, in seveda spomenik po bitki, ko so premagali Napoleona. Eden redkih spomenikov, ki je obstal. In veste zakaj? V beton, malto so mešali tudi vodko. Poleg Zimskega dvorca, današnjega muzeja Ermitaž, Kazansko katedralo, v kateri je danes muzej virstev na območju nekdanje Sovjetske zveze, ter konča pri samostanu Aleksandra Nevskega, po katerem je ulica dobila ime. Ulica je široka od 25 do 60 metrov in v času našega obiska je bila predpraznično okrašena ter posebej lepa v večernih urah. Primerljiva je s pariškimi Elizejskimi poljanami ali londonsko nakupovalno ulico Oxford Street, saj je ob njej največje nakupovalno središče Sankt Petersburga. Trgovski dvor, ogromni nakupovalni center iz 18. stoletja in ruska narodna knjižnica ter spomenik Katarine Velike ter most Aničke s svojimi kipi konjev so opazni. Ulica, ki je bila v časih Sovjetske zveze znana kot Avenija 25. oktobra, ki pomeni začetek ruske revolucije, je mestna arterija. Med številnimi cerkvami pa nas je posebej pritegnila katedrala Kristusovega vstajenja, postavljena na mestu, kjer so leta 1881 izvedli atentat na Aleksandra II. Zato je pravijo krvava cerkev in pred njo smo se na začetku našega ogleda mesta, v zgodnjem jutru, pred navalom turistov fotografirali v družbi s kostumirano Katarino ter Petrom Velikim in z vodičko Natašo. Z navdušenjem pa obstali tudi pred najbolj znanim muzejem v Sankt Petersburgu. Za mano je Ermitaž, sanje vsakega popotnika, obiskovalca sveta, ki si želi videti umetnine zbrane ne samo iz Rusije, ampak iz celega sveta. Katarina Velika je bila tista, ki jih je zbrala in poleg nje so si ga lahko ogledale samo miči in seveda tudi mi, ki ga bomo obiskali. Imeli smo edinstveno priložnost se na Grigorjevo udeležiti sprejema za vabljene goste, novinarje in vse zaposlene v Ermitažu, ter posneti slovesnost, na kateri ni manjkalo strumnih korakov vojakov in vojaške godbe, ter pozdravnih besed gubernatorja.
gubernatorja mesta in direktorja muzeja, ki je ruski odgovor na Louvre in britanski muzej. Георгий Веленбахов, заместитель директора Эрмитажа, государственный геральдмейстер. Сегодня у нас большой праздник здесь, в Эрмитаже, в главном зале Зимнего дворца, Георгиевском большом тронном зале. Мы отмечаем День Святого Георгия. Традиционно в Зимнем дворце в Петербурге проходили в этот день празднование, посвященному покровителю России. И уже много лет, как Эрмитаж восстановил эту традицию проводить специальные церемонии здесь, в нашем Георгиевском зале Зимнего дворца. Posebej počaščeni pa smo bili, ko se je vabilo, da se v krajšem intervjuju predstavi, odzval direktor baletnega ansambla Labodje jezero s plesalcem. Iz častne lože smo potem vrhunsko stvaritev ruskih baletnikov lahko tudi posneli in prisluhnili orkestru ter uživali ob glasbi Čajkovskega in v videnem na prireditvenem odru v Ermitažu. Я смотрел очень много постановок «Лебединого озера» и в Мариинском, и в Михайловском театре. Значит, в исполнении труппы Якобсона и в исполнении труппы Тачкина. То есть, как бы, есть изюминка у каждого спектакля. Самое главное, чтобы этот спектакль проходил на хорошем профессиональном уровне. Užitek je bilo obiskati in videti priprave na večerni sprejem v hotelu Evropa, si ogledati in posneti v njem sobo Stravinskega, ter se pogreti ob kaminu. Pred božično-novoletnim koncertom v bližnji koncertni dvorani pa prisluhniti še harfi in napasti oči nad hotelsko bleščavo. O tem, da so babuške, ali točneje matrjoške, najbolj znan spominek iz Rusije, pa je znano. Da je med vodkami najboljša carskaja, smo izvedeli iz revije Na letalu, ter se navdušili nad postrežbo kaviarja, ki ga kaže poskusiti, vendar ne v hotelu s 5 zvezdicami. Nam so le prikazali, kako servirajo to dragoceno jed za petičneže. Sicer pa je najbolj priljubljena in znana ruska jed boršč. Hrana za dušo pa je bil tako kot balet Labodje jezero nastop Filharmoničnega orkestra Sankt Petersburga s solisti in zborom v veliki hali filharmonije.
Ob Puškinovem trgu je tudi znan umetniški lokal Potepuški pes, ki ga je lastnica, katera skrbi zanj po moževi smrti, tako predstavila. «Бродячая собака» – легендарное литературно-артистическое кабаре в Санкт-Петербурге было открыто в новогоднюю ночь на 1912 год, 31 декабря с 1911 на 1912 год. Эмблему бродячей собаки, ее логотип, нарисовал известный художник Добужинский. Вы видите худую, изможденную собаку, которая облокотилась на театральную маску, которая, наконец, нашла приют в этих стенах. Эта собака олицетворяет бездомных, обездоленных, еще, может быть, непризнанных поэтов, художников, музыкантов, литераторов. V kratkem prevodu bi dejali, da je bil ta lokal, torej Sabaka, tukaj v St. Petersburgu, odkrit pred 400 leti in to, kar je pojasnjevala njegova resnica, je logotip potepuških mestnih psov, ki so našli tukaj streho, tako kot umetniki, in maska simbolizira tako umetnost in pes zvestobo ter tisto, kar je pravzaprav bilo to shajališčenje še vedno, kajti po 11 letih, ko je bil lokal zaprt, so ga na novo odprli in je stičišče umetnosti ter literarnih srečanj še vedno. Ехать надо было далеко, верст 20, ближе рубить не разрешалось. Наум ехал впереди, все возмущался. Черти чего, из лесу в лес за дровами. Иван дремал в санях. Мерная езда убаюкивала. V spomin na pasji in azil za umetnike, med katerimi smo zasledili fotografije najbolj znanih ruskih pisateljev in pesnikov, je ostala knjiga s posvetilom Evgenije Borisovne. Pa tudi priuka gostitelja, stanovskega kolega Anatolija Kovaljeva o tem, kako se da piti vodko in ostati trezen, tako da pred vsakim požirkom vodke poješ košček slanika. Sabaka pomeni rusko pes in tale tukaj je že novoletno okrašen. In psi ter umetniki, ki so našli zatočišče v tem lokalu, so imeli srečo. Tukaj vladata kultura, sožitje in prijateljstvo. Prijetno je biti v tem lokalu, kajti energije 400-letnega prostora izžarevajo tisto, kar je še redko najti na svetu. Da gre za umetniško četrt mesta z ruskim muzejem v bližini, priča tudi spominska plošča znani baletni plesalki Ani Pavlovi in svojstven večerni utrip. Pločevina na cestah večmilijonskega mesta s številnimi turisti je manj kot podnevi in Sankt Petersburg ima povsem kulturni pridih. V času našega obiska je bil še prazničen in bleščav kot dragocenosti v mestu Puškin, nekdanjem carskojem selu, ki vam ga bomo z Jantarjevo sobo in drugimi predstavili v naslednji reportaži iz Rusije.